Dobro, lepo vas vse pozdravljam, ki smo se zbrali danes na tej klepetalnici, pogovorni srečanju na temo šport, telo in duhovnost. V objavi in vabilu je bilo prav nekje dano, kot kaj imajo skupnega šport, telo, duhovnost in teološka fakulteta. Lepo pozdravljam profesorja patra Andreja Šegula, ki je tukaj z nami tudi, in patra Damjana Rističa tudi, ki tudi predava na teološki fakulteti. Sam pa sem tudi vključen na teološko fakulteto, predavam pater Ivan Platonjak. Dobro, bomo kar začeli to temo, pa me malo zanima, kako vi pa to čutite, to povezanost in nekje, čem bi bil odgovor, kaj imajo skupnega šport, telo, duhovnost in teološka fakulteta. Pa damo najprej Andreju prednost. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem. Ko sem razmišljal o tej temi, sem poskušal najti povezavo in izhajam iz svoje izkušnje. Sam sem navdušen športnik, amaterski športnik, amater. Z različnimi športi se ukvarjam, odkar pomnim, od nogometa, kolesarjenja, smučanja, teka. Zdaj sem na morju 2 leti, supam in bolj, ko razmišljam o življenju, bolj ugotavljam, da se človek v življenju ne more ukvarjati samo s področji, ki zaposlujejo eno področje. Ne moreš samo delati celo življenje 100% intelektualno, ampak da gre tukaj za eno tako prepletanje. Če delaš na eni strani intelektualno, na drugi strani obvezno potrebuješ nekaj ali pa neko dejavnost, kjer se sprostiš, kjer nabereš moči, kjer se preznojiš, kjer se regeneriraš in obnoviš, da lahko potem delaš tudi na tistem drugem intelektualnem področju. Zdaj, če pa vključimo v to še duhovno ali pa duhovnost, pa se mi zdi prav tako. Če sem jaz v glavi utrujen, bom zelo težko molil, bom težko meditiral, se bom težko poglabljal, tako da tu res iz izkušnje vidim eno tako veliko prepletanje in prepletenost duša, duh, telo. Zdaj pa mogoče še samo na kratko. Teološka fakulteta in pa šport, mogoče je to v glavah tistih, ki imajo pred očmi teološko fakulteto kot šola za župnike in poznajo svojega župnika, ki se pa mogoče res ne ukvarja s športom, ne vidijo nobene kompatibilnosti ali pa sodelovanja. Ampak tisti, ki so na teološki fakulteti ali pa ki poznajo teološko fakulteto danes, pa lahko vidijo, da imamo tudi pridih športa. Vsako leto organiziramo športni dan v maju, celodnevno športno srečanje, potem opcija je nogomet za fante, pred leti smo ponudili študentkam tudi odbojko, tako da se zavedamo te plastnosti ali večplastnosti našega življenja in kot teološka fakulteta, kot ustanova, ki izobražuje, želimo priti naproti človeku, študentu na vseh teh področjih, intelektualno, duhovno in pa športno. Toliko mogoče za začetek. Hvala, Andrej. Pa dam besedo patru Damjanu Rističu. Ja, šport. Jaz bi še ponudil na besedo, alternativno besedi športu. To sem se naučil od enega izmed študentov teološke fakultete, ki je pisal zelo zanimivo nalogo, mogoče se nam celo pridruži, pa bo še on lahko kaj povedal, ampak če ne, pa bi rad izpostavil to pomembno distinkcijo, ki je naredil. On je namreč pisal o svetem Ignaciju in športu. To je bil naslov, ne? Kaj imajo svetniki s športom? No, to je zelo zanimivo. Tudi svetniki, nekateri so bili vitezi in vojščaki in tako naprej. In recimo Ignacij je bil eden izmed takih in je razumel, to se pravi, on ni bil športnik v tem smislu, ampak je bil pa nekdo, ki je vedno treniral in uril telo. Se pravi, da gre toliko za šport pri njem, kot gre pa za vadbo. Starodavni pomen športa najbrž je neko tekmovanje in si predstavljam, da so viteški
prireditve so bile nekakšne športne prireditve tudi v srednjem veku. Govorimo namreč o kristjanih, ne, kot športnikih in pa tudi kristjanih, ki so urili svoje telo. No, druga stvar je, da je naredil Ignacij zelo lepo sintezo med vajo, telesno vajo in pa potem duhovno vajo. Nekako je gotovo, če jaz svoje telo treniram, če zanj skrbim, ga prav prehranjujem in počivam in tudi ga uporabljam smiselno in tudi zavestno, ga vadim, potem bo nekaj mojega telesa bo nekaj dobrega nastalo. Se bom lahko marsikaj bom lahko delal, sicer če ne skrbim za telo, ne bom mogel. Se pravi, telo je bilo kar zelo pomembna stvar za Ignacija, pa tudi vse za prve jezuite, pa zdaj potem pa mogoče so malo zapadli en tak postsrednji vek, neke take psevdomeniškosti, ampak zdaj mnogi jezuiti so športniki, jaz mogoče nisem reprezentativc za to, no, ampak mnogi pa so. Pač pa je skrb za telo zelo pomembna. Zakaj? Zato, ker tudi naredimo neko analogijo. Če skrbim za telo, bom jaz dobro funkcioniral. Če skrbim tudi za duha, pač delam tudi določene vaje in te se imenujejo duhovne vaje. Tudi svojega duha moram poznati, ga trenirati, ga znati uporabljati in to je tisto, kar recimo Ignacij razume kot duhovne vaje. Seveda, duhovne vaje niso samo, bi rekel, sposobnost razvijanja mentalnih sposobnosti, v zadnji vrsti, v celi vrsti je zelo podobno kot s telesom, je dati na razpolago svoje telo in svojega duha za to, da gradim odnos z Bogom in z bližnjimi. Tako da neke vrste, recimo, če dam ignacijanski ali jezuitski poudarek na povezavi med telesno vadbo in pa duhovno vadbo. Ta povezava je zelo jasna in obstaja vsaj od Ignacija naprej v zavesti v cerkvi. Včasih je bilo to bolj sprejeto, včasih slabše. Kako smo to razumeli ali pa nismo razumeli, se pa tudi nekoliko spreminja. Današnji pristop k temu je, telo je zelo pomembno. In kdor bere recimo svetega Pavla, se zaveda, da Pavel ima tudi na skrbi ne samo telo. Pavel je nekdo, ki je veliko potoval, hodil, skrbel, da je bil zdrav in tudi skrbi za Timoteja, da bi bil zdrav, sicer mu predpisuje en glažek vina za zdravje. Se pravi, zdravje je zelo pomembno, ni kar nekaj tako, bi rekel, ena taka kaprica. Telo je naš dar, Kristus se je v telesu, postal človek in je seveda povzdignil človeško telo na najvišjo možno raven vrednot in to je, sicer je propadljivo tako, kot je, ampak krščanska vera je, da je na nek način tudi obnovljivo in je povzdignil telo na nivo, ki je najvišje možno. Že bilo, samo v naši zavesti. Upam, da mu je to uspelo. Nažalost, v krščanstvu mu največkrat ni to uspelo. Mi smo večkrat zašli v neko tako spiritualizacijo telesa, pod vplivom dostikrat grške platonistične misli, da je duh več vreden. Toliko bi jaz rekel, nekaj vprašanj sem odprl. Krasno, najlepša hvala obema za to vajino malo pojasnilo. Ko smo bili ravno pač o telesu, vlogi telesa, tudi apostol Pavla si danes zelo omenjal, kako tudi govori o telesu. In je res kot eno vprašanje, ki so bila tudi izhodiščna, zakaj pa imamo telo? Zakaj ljudje pravzaprav imamo telo? Bi kdo od vaju lahko kaj povedal, odgovoril na to? Ne samo, da imamo telo, ampak smo telo. Tako, ja. Drugače pa smo tako malo, če obrnem na hec, ko sem bil v Angliji študiral, so bili tam naši stari jezuiti, to je bilo še pred 20 leti, se pravi, da so živeli še v času in se formirali v jezuite še v času, ko je bil največ pomemben duh, ne? In takrat so stari v humorno dejali, kaj je telo, podstavek za človeške možgane. To se kako seveda ni res. Zanimivo pač sam preden bo Andrej še dopolnil, kaj je, da si ti pokazal, da je duh in si pokazal na glavo. Zdaj možgani in duh so kot nekako eno in isto, ali je prostor duha samo v možganih, ali je tudi kje druge?
To je bila zelo dobra opazka in to je zelo dobro vprašanje, ki velja doktorata. Ampak vsekakor je duh zaobjema vse in tako naprej. Ampak to bi bil zelo zanimiv pnevmatološki doktorat. Mislim, da takega še ni. Tako da mentorstvo pri tem se ti obeta. Hvala. Dajmo besedo še Andreju. Ja, glede telesa, zdaj sem razmišljal, glede na to, da je pater Damjan tako dobro v uvodu povedal tudi o svetnikih, sem se jaz spomnil na našega ustanovitelja, svetega Frančiška Asiškega, ki pravi za telo, brat osel, kar odraža ali pa izraža, jaz bi kar tako rekel, ne čisto človeško gledano, zdrav odnos do telesa. Tam pomeni, da je izpostavil duha, da je izpostavil ta odnos z Bogom, telo pa dal nekam na stranski tir. Glede na to, da je bil velik asket, ne vem, se to potem tudi, ko so delali analizo njegovega telesa po smrti, se je videlo, da je, ne vem, za današnje pojme živel nezdravo, premalo tega, pa premalo onega, ampak vemo, da na drugi strani pa je bilo veliko tako, da je kar prek teklo in tega duhovnega in svetega in božjega. Ampak jaz mislim, da v današnjem času, zdaj in tukaj, bi jaz dal to v tisti razred, da se moraš imeti rad, da lahko imaš rad tudi drugega. Ljubi sebe, svoje telo, da boš lahko ali pa da boš zmogel ljubezen, zdravi odnos do drugega, do Boga. Ustvarja to harmonijo. Meni je to bolj izziv med telesom in duhom. In zdaj nisem za pretiravanje. Profesionalni šport sicer spremljam, ampak če bi imel izbiro odločiti se za profesionalni šport, se ne bi, ker se mi zdi, da povozi telo. In v tem kontekstu se mi zdi, da tudi zadnji ta dokument, ki je na temo šport dati vse od sebe, to tudi odlično govori. Šport ali pa gibanje v odnosu do telesa toliko, kolikor mi koristi za moje življenje ali pa kvalitetnejše življenje, ne samo jesti, piti in se dobro počutiti, ampak tudi na osnovi tega, če je to podstavek za možgane, tudi podstavek za eno tako kvalitetnejše duhovno življenje. Toliko. Hvala. Tukaj je res nekje tisto temeljno, kar je že prej pater Damjan tudi opozoril, ko sem rekel, zakaj imamo telo, da pravzaprav ali imamo telo ali smo telo. In kako prav ta drža, kako gledamo na telo kot neko lastnino ali nekaj, kar smo in skozi kar šele smo lahko to, kar smo, in lahko tudi vstopamo v vse odnose, tako do sebe, do drugih, do stvarstva, do Boga, ali pa pravzaprav imamo to kot neko sredstvo, ali pa pravzaprav s tem, kar mi živimo in udejanjamo. In tukaj si prej Andrej tudi govoril o pomenu tudi neke harmonije, ustvarja še posebej te askeza in telo. In tukaj lahko vprašanje tudi Damjanu, kako je pa Ignacij gledal prav to nekje askezo, vlogo askeze v duhovnem življenju in tudi pomen telesa in vseh telesnih askez v življenju nekje enega pristnega krščanstva in tudi nekje usmerjenosti na apostolat, na poslanstvo. To se pravi, Ignacij pa je smatral telo kot nekaj zelo pomembnega, kot del mene, to, kar jaz, kako živim v zvezi s telesom, to vpliva tudi na mojega duha in izraža tudi duhovnost, ki jo imam. Recimo, če zdaj prenesemo ta termin noter, duhovnost. Se pravi, duhovnost obravnava telo na določen način. Duhovnost je namreč kaj? Je moj način gledanja, vrednotenja stvari, in telo je za Ignacija nekaj osnova, iz katere štartaš, zato da lahko tudi si duhovno dejaven. To je dar meni in da seveda dar, ki ga podarim nazaj Bogu in je
zaradi tega je telo, tako bi rekel, ključno povezano z vsem, da sploh ga ne moremo misliti. Se pravi, Ignacij je poudarjal, zato, da bi lahko dobro se povezoval z Bogom v molitvi, je treba za telo skrbeti tudi glede hrane, jedače. Ne smeš si odrekati stvari, če te to pelje v neke sebične drže duhovne, ampak če te to pripelje bliže Bogu, k ljubezni do Boga, do bližnjega, potem je to nekaj dobrega, če ješ in piješ in se veseliš. Med drugim je tudi Jezus bil en tak človek, ki so mu učitali, da se ni ravno pustil, ampak da je in pije z grešniki. No, to je ena taka stvar, ki je zelo pomembna. Druga stvar, je pa seveda pomembno, da človek da sebe na razpolago, kolikor se da v dobrem stanju. Se pravi, da ni sestradan, da ni pijan, da ni pač vse te lastnosti človeškega telesa, ki jih lahko zlorabimo. Naj telesa ne bi zlorabil, ne s tem, da preveč, ne s tem, da premalo. Ignacij je vedno iskal neko srednjo pot, on sam je bil tudi asket, ampak potem nekje se je prebudil znotraj svojih duhovnih vaj k temu, da je rekel, ne, to nima nobenega smisla, to je egoistično dejanje, ko mislim, da lahko s postom in z mrtvenjem telesa dosežem ljubezen pri Bogu ali pa komorkoli. To se pravi, če že kaj, mogoče usmiljenje, pomilovanje, ampak ne pa ljubezni. In Ignacij zato je bil tudi, kar se tiče jezuitov, pa tudi drugih, ki so neke ignacijanske duhovnosti sledijo. Pozor, to moramo vedeti, ignacijanska duhovnost ni cilj. To je sredstvo za nekaj zelo pomembnega, veliko, veliko bolj pomembnega. In je uporabna samo, če vodi k evangeliju, se pravi, evangelij je cilj. Ignacijanska duhovnost je pa kolikor toliko uporabna za to. Tudi ta vidik je, recimo, koliko je neka duhovnost pomembna, središčna ali ne, tudi to je za Ignacija zelo pomembno, da tudi poznaš duha, da poznaš mogoče neko narcisoidnost, lahko duhovno, ki je tudi zelo značilna za ljudi, ki se iščejo in ki so mogoče na poti, da iščejo Boga. Se pravi, tukaj je potrebno vse upoštevati, od telesa do duha, do ideologije, do vseh teh zadev. Ignacij je bil do jezuitov, to sem hotel reči, ni zapovedal nobenih postov, nobenih mrtven, nobenih stvari. Če je kdo recimo potreboval nekaj takega zase, lahko da kdo bi rabil, mogoče sej post je tudi nekaj takega, da si malo prečistiš glavo, če si ves čas se ti spahuje od sitosti, boš težko razmišljal. Ampak če je potem rekel, ja, pogovori se s svojim duhovnim spremljevalcem ali pa s predstojnikom, pa poglej, kaj to pomeni. Ali to iščeš sebe ali res nekaj želiš. Se pravi, to je stvar razločevanja. Človek je avtonomen tudi in je odgovoren zase, za svoje telo, za svojega duha. To je mogoče ena taka zelo zanimiva stvar tudi za sodoben čas, kjer je duhovnost zelo usmerjena, ne krščanska, ampak tako nasploh ta, bi rekel, komercialna duhovnost ali pa sekularna duhovnost, je zelo usmerjena na to uspešnost, telesno predvsem, včasih pa zelo duhovno. Tudi zdaj imamo neko tako dihotomijo med tema dvema. Mislim, tukaj imamo mi kristjani marsikaj povedati dobrega. Kolikor se držimo evangelija, pa lahko pomagamo tudi ljudem, ki tudi niso kristjani, na nek način, da najdejo ravnovesje. Nekaj takega bi povedal. Upam, da je bilo kaj. Lahko nam pomaga razmišljati naprej. Najlepša hvala, Damjan. Drugače pa Andrej bi kaj dopolnil, kakšen vidik tudi z vidika pastorale cerkve, ti si profesor tudi pastoralke na Teološki fakulteti, pa hkrati tudi minorit in imaš v ozadju frančiškansko duhovnost. Zdaj z vidika te cerkve, če bi samo mogoče misel iz tega dokumenta dati vse od sebe, to je zelo dober dokument. Kogar zanima šport ali pa pogled cerkve na šport, je to odličen dokument. In se mi zdi, da je potrebno tukaj eno črto, ločnico potegniti. In sicer ta profesionalni šport ali pa amaterski šport. In tukaj ta dokument v cerkvi odpira ena vrata.
Mogoče se sploh ne zavedamo v svetovnem merilu, koliko šport zavzema prostora. To niso samo tisti, ki so na igrišču, to niso samo tisti, ki se aktivno s športom ukvarjajo, ampak je v svetu športa ogromno. Tu so zadnji vse družine, tu je, ne vem, so vsi ti timi, ki vodijo različne športe. Potem je tukaj ta industrija, ki izdeluje športne rekvizite in potem je tu propaganda, potem so tu sponzorji. In če tako gledamo, to je en najmočnejših strojev tega sveta, mehanizmov, ne vem. In je dobro, da imamo to pred očmi in Cerkev to vidi. Ampak danes je ta odnos do športa, po mojem, malo zastrupljen. Zakaj? Z uspešnostjo. To, kar je bilo prej rečeno že, ne, recimo starš, ko pošlje otroka na trening za nogomet, ga že vidi v Real Madridu ali pa v Juventusu ali pa, ne, kako zgrešeno. Sem bil presenečen, ko smo predstavljali ta dokument Na družini dati vse od sebe, da je trenerka v odbojki dejala, ona trenira dekleta, tam 12, 14, rekla, v celi ekipi imam samo tri, ki še nimajo menedžerja. Pomeni, si star 12, 14 let in že imaš človeka, ki dela s tabo in te že vidi, ne vem, ki te vidi. Prvič, on vidi, da bo lahko tukaj držal in zaslužil, na drugi strani pa tudi v tem mladem človeku ustvarja neko idejo njegove uspešnosti in njegove prihodnosti. Medtem ko Cerkev pa želi tukaj spustiti ta prag, ne profesionalno, ampak bolj v tej smeri kot orodje, kot pripomoček za eno tako harmonično ali pa polno življenje. In to je eno pogumno dejanje v okviru Cerkve. Smo se tam pogovarjali, pa bil en profesionalni športnik, ki je bil na strani Cerkve ali pa poskušal razmišljati v okviru Cerkve, ki je rekel, dobro bi bilo, da bi vsaka župnija imela športno igrišče, da bi pritegnila čim več ljudi in da bi jih vključili tako, ne profesionalno, ampak tako, da se družijo. Ne, zakaj? Zaradi tega je bil primer, da nekdo pride k šmarnicam, zaradi tega, ker so pred mašo igrali 20 minut, 30 minut odbojko ali pa nogomet ali pa to pomeni, da je šport kot dejavnost, ki pritegne, ki združuje, istočasno pa jim lahko mi pomagamo ali pa odpremo še kakšna vrata, ki dopolnijo njihovo dejavnost ali pa njihovo življenje. Pa imamo dobre prakse, tudi v Sloveniji, recimo Salezijanci, pa ta njihova nogometna liga za osnovnošolce pa srednješolce. V Češka, Slovaška so Salezijanci prav tako se specializirali za športno dejavnost in imajo recimo svojo nogometno ligo ali pa imajo skoraj na pol profesionalne ekipe, ki se plasirajo na različna področja, športna področja in na ta način vstopajo preko športa, pa kot predstavniki Cerkve v eno tako okolje. Tako da jaz vidim lepo priložnost tudi za šport in ko razmišljamo ali pa spremljamo tisti profesionalni svet športa, da ne zanemarjamo tega drugega. Mogoče samo kot en tak primer, glasbena šola na Rakovniku ima modul A pa B. A je tisti, ki postavlja standarde, ki postavlja država, pa ta glasbeni učni sistem. Na drugi strani pa imajo modul B, ko nekdo reče, jaz ne bom Mozart, ampak rad pa bi igral kitaro tako, da znam kaj zabrenkati in nudijo tudi recimo tako izobraževanje. Tako jaz v športu vidim, imamo modul A, tisti profesionalni šport ali pa pot, ki vodi proti temu profesionalnemu športu in pa modul B, ki odpira vrata vsem, ki jih šport veseli, pa mogoče niso ne vem kako talentirani, pa nikoli ne bodo najboljši, ampak imajo veselje in odkrivajo tem pač pot, možnost, da se telesno razvijajo. Tu vidim tako recimo pastoralno priložnost tudi za šport.
Najlepša hvala, Andrej, za to globoko in res temeljito razlago, tudi pogleda cerkve na šport in povabilo tudi nas vseh, ki smo cerkev, ki smo tudi cerkve, ja, da bi upoštevali to naše telo in živeli s telesom in dopustili, da to telo res zaživi tistem, za kar je bilo ustvarjeno, ker pravijo, da smo bitje, ki hodi, ne, smo nekje vedno v gibanju in tudi, ko beremo evangelij, vidimo, kako je Jezus stalno hodil, ne, in je v tem gibanju, v tej hoji, ko je vabil tudi druge, da hodijo za njim in vabi tudi nas, oznanjal Božje kraljestvo, oznanjal, kako deluje njegov oče, kdo je njegov oče. Prišlo je eno vprašanje, ki je bilo dano tudi od Jolande, kako tekmovalnost in egoizem, ki sta danes zelo prisotna, vplivata na naša življenja, ter kako se s pomočjo evangelija osvoboditi teh pasti. Bi mogoče Damjan odgovoril na to? Lahko poskusim odgovoriti, ampak še eno stvar bi, to, kar je Andrej povedal, čisto na misel mi je prišlo, v Sloveniji, v Ljubljani in Mariboru imamo, to se pravi, katoliške študentske domove in tudi naš kolegi ima eno sekcijo, kjer so študentje in najbolj zanimivo to, kaj imamo mi skupnega. Enkrat na leto imamo eno skupno stvar, ki je najbolj, se mi zdi, pomembna in na vseh sestankih ravnateljev govorimo največ o tem. In sicer je to olimpijada športna med domovi študentskimi. Recimo, lahko bi pa rekli, lahko bi imeli pa neko vigilijo nočno ali pa romanje, ampak ne, imamo šport. No, to je tudi eno tako nevtralno področje, je tudi, bi rekel, tam neka tekmovalnost, če navežem zdaj to na to vprašanje, ker tam zmeraj kdo bo boljši, kdo bo slabši. To ni nekaj slabega, tekmovalnost je nekaj dobrega, zdravega, seveda, če ni povezana s tem drugim, kar je tukaj opisano, z egoizmom ali pa z neko drugo slabostjo, kaj se vem, ja, željo po biti boljši ali pa ponižati drugega ali kaj podobnega, takrat tekmovalnost ni dobra. Sicer pa tekmovalnost je lahko zelo dogovorna in recimo to je značilno za šport. Ne? Za šport, ko igram z nekom recimo tenis, to je šport, ki ga jaz zelo rad imam in sem včasih igral, pa upam, da še kdaj bom spet. Namreč tam se dva postavita nasproti in seveda se poznate tenis, igrata tenis in ponavadi je to en lep šport, zato ker si med sabo čestitata na koncu, zelo kolegialno, ampak tekmovalnost je potrebna. Pri tenisu je največja nevarnost jeza ne na nasprotnika, ampak na samega sebe. To je značilno za tenis. In potem še ena stvar, ki je za tenis značilna, namreč za gledalstvo, ploska ne samo za tistemu, ki je njihov šampion, ne, ampak tudi nasprotniku, če je točka, ki jo je pridobil, dobra. Tenis se mi zdi en lep šport, kjer ni nekega huliganstva in tako naprej. Gotovo, da je tudi marsikaj tudi temnega, ampak v glavnem se mi zdi en tak šport, ki je zelo gentlemanski, recimo. Tekmovalnost je zdrava. Ravno tako pri mnogih drugih športih, seveda. Seveda, če ne zaide v neke slabe vode, kjer gre za osebnostno dokazovanje, identificiranje z uspehi in s podobnimi stvarmi, takrat je šport lahko zelo nevaren, duhovno in telesno, kot smo slišali. Andrej je zelo dobro poudaril, da lahko človek sebi škoduje, se poškoduje, ima celo življenje posledice zaradi neke ambicije nezdrave in svoje telo žrtvoval za svojo čast. To ni nekaj drugega. In to pa je tipično, kaj evangelij pomaga. Lahko evangelij je pa tako napisan, da človek ne išče lastne časti, ampak išče Božjo, oziroma časti Boga. In s tem, ko časti Boga, potem bo znal stvarmi, ki ga obdajajo in samim sabo ravnati v pravem ljubečem razmerju. To se mi zdi, da je tisto, kar evangelij lahko ponudi. Seveda
to je nek proces. Mi smo prav na teh stvarih smo mi ranjeni ljudje. Ponavadi smo ošabnost ali pa obratno od ošabnosti, ker je neke drugačne vrste ošabnosti, je pa hiperponižnost. Ne? V vsakem primeru sem jaz v središču, ne Bog. Če sem zelo ponižen in povlečen vase, potem sem nekje jaz. Ne? Če sem pa arogantno, grandiozen, sem spet v središču jaz. Če pa častim Boga, pa rečem, aha, imam 2 oči, roke, noge, glasilke, karkoli že, lahko pojem, lahko hodim, slavim Boga, zato in delam dobro, delam podobne stvari, ki jih dela Jezus. Ne? Jezus to je zelo ta, rekel, evangeljski poudarek, kaj dela Jezus. Ja, je, pije, se veseli, najbrž dobro je in pije. Potem dobro, se tudi malo posti, vemo, da je bil v puščavi, ker so časi tudi za to. Ne? Potem, kot je rekel Ivan, hodi, ne? Ni skočijo, hodil okrog, mogoče tudi jaz, ne vem, lahko, mi nimamo tega zapisanega, nič narobe skočijo ali pa z avtom, ne? Če ni to ospredje. Potem, kaj je še Jezus delal? Potem je bil z ljudmi, ni iskal sebe, iskal je ljudi, pomagal jim je, dal se jim je na razpolago, dal je svoj čas, svoje telo na razpolago drugim in ga še daje. Ne? To je stvar evangelija v današnjem času. Jezus še zmeraj se daje na razpolago v duhu in s telesom, recimo maša in te stvari. To nam je lahko veliko zdravilo, namreč zdravilo, da Jezus hoče v moje telo s svojim telesom. Ne vem, kaj bi še moral človek povedati več, da moram jaz svoje telo spoštovati in ga uporabljati na ljubeči in pravi način. Seveda, veliko je pasti, ampak o teh se da tudi govoriti. Pasti, zakaj evangelij ne funkcionira. Najlepša hvala. Ja. Tukaj prav kot si rekel, ja, da prijemamo Jezusovo telo, svoje telo, da bi to Jezusovo tudi poveličano telo zaživelo v nas in nas združevalo tudi vse, da živimo v tem njegovem duhu, v teh naših telesih, da lahko, kar naredimo, kateremu izmed najmanjših, naredimo tudi njemu, da pravzaprav damo na razpolago vse svoje telo, da bi preko nas lahko se razodevala njegova in očetova ljubezen do vsakega človeka. In tukaj je zanimiva tudi v evangeliju izjava, ko pravi Jezus, telo je več kot obleka. Kako vi pa to razumete? Ja, jaz mislim, da je to samo potrditev tega, o čemer zdaj govorimo, ko hočemo izluščiti pomen in pa to bistvo našega telesa. Imamo pregovor, obleka ne naredi človeka, ne, obleko, vemo, čemu služi obleka, ampak telo pa je dejansko tisti, ne vem, pripomoček ali pa tisto, ki nam služi. Zdaj, če mi odmislimo telo ali pa da brez telesna bitja nismo, pomeni, da telo ima eno veliko ali pa pomembno vlogo v našem življenju. Torej, s pomočjo telesa telo je, ne vem, bivališče Svetega Duha. Po telesu se jaz uresničujem, po telesu sem to, kar sem, in se mi zdi, da s tem ta evangeljska beseda želi poudariti ali pa izpostaviti pomembnost telesa pa vlogo, ki jo ima v našem življenju. Človek zelo išče užitek. In je to neko gibalo, ki nas tudi vedno vleče naprej, ne, da bi našli nov užitek. In je lahko vprašanje, kje je pravzaprav večji užitek, v telesu ali v duhu? Ja, mislim, da se to povezuje s tem, kar si prej vprašal. To se pravi, kje je telo, je samo tukaj ali je še kje drugje. Jaz mislim, da je užitek gotovo veliko bolj ojačan, ali kako bi rekel, poln, če je, mislim, telo in duh, itak ne moremo razmišljati enega brez drugega. Ne? Lahko pa seveda, vprašanje spolnosti, ne? Kakšna spolnost je boljša, bi lahko človek vprašal, mogoče Andrej in jaz nisva najboljša strokovnjaka na tem področju, bi bilo fino, če bo kakšen poročen mož, ampak nekaj izkušenj pa imamo, pa malo poslušamo in malo poznamo tudi lahko, recimo spolnost in užitek, ne? Verjetno je veliko boljše
uživati v spolnosti, ko je to en ljubeč odnos med dvema, to se pravi, vključuje duha, spoštovanje in vse te stvari in lahko omogoča vso igrivost in svobodo in tako naprej, med dvema, ki se ljubita, kot pa med dvema, ki to praktično izvajata športno. In je to pač gotovo, da telo ima določene funkcije, ki dajo užitek, ne. To je, mislim, da je to. To recimo pri spolnosti, pri hrani tudi, če jaz vem, da bo ta hrana, ki jo zdajle jem, mi ne bo škodovala, da sem mogoče prej dopoldne sem malo manj jedel, da bom potem popoldne na rojstnem dnevu z užitkom pojedel kos torte, se pravi, da gre za sodelovanje mojega duha, ali pa mojega duha, no, tako, z tem, kar pride in zavestno jaz potem uživam v tisti torti, če ne pa potem rečejo, čist mečken košček samo, ne, in potem res tisti košček obžalujem še hkrati, škoda, ker ne morem večjega in se ukvarjam s stvarmi, ki mi grenijo tisti užitek, ki bi lahko bil, ali pa manjšajo. No, nekaj tasga bi jaz rekel. Duh vsekakor mora sodelovati s telesom, oziroma itak ne more biti drugače, da je užitek lahko poln in pravi. Jaz imam tu en pomislek. Jaz sam imam eno težavo pri definiranju užitka. Jaz imam tak nekje občutek, da je užitek nekaj prepovedanega. Ne, da je potrebno to, kar je Damjan zelo dobro pokazal, ne, pokazati tisto ločnico, da so užitki, ki, ne vem, je greh, ki ni dobro, ki ne, in so pa užitki, ki spadajo k našemu življenju, ne. In zato se mi zdi kot izziv v vsakem trenutku, ne samo takrat, ko sem v nekem športu, v katerem uživam, ampak v vsakem trenutku, da uživaš življenje. Pa to ni zdaj negativno, ampak da, ne vem, da z veseljem, z eno predanostjo, radostjo živim sedanji trenutek. Tu se mi zdi, da je prvi taki izziv uživati, potem pa tudi uživati v športu. Bi se samo nazaj vrnil tistemu vprašanju tekmovalnosti pa egoizma in te stvari. Sem se spomnil ene dve stvari take dobre, ker imamo dva ekstrema pri tem športu, ne. Lahko greš in si res zategnjen egoist. So francoskega prvaka v boksu vprašali, kako to, da vse zmagaš? Ti si najboljši. Je rekel čisto preprosto, je rekel, starši so me zapustili, ko sem bil star 4 leta in ko stopim v ring, v vsakem nasprotniku vidim očeta in je rekel, mi ni težko razbiti svojega nasprotnika. Torej, čisto zgrešen kontekst športa. Na drugi strani pa recimo ta dokument tudi govori o fair playu in se mi zdijo vse tiste discipline take plemenite, ki nagrajujejo fair play. Imamo rally Paris-Dakar, ki imajo svoja pravila. Ne vem, ti voziš na motorju, prideš, kjer je obležal kolega in je ranjen, poškodovan, in imajo pisano, nepisano pravilo, da se ti ustaviš in mu nudiš prvo pomoč, dokler ne pride prvi naslednji. In ko oni pride, se oni ustavi, nudi prvo pomoč in tako tisti, ki prihajajo za njim, verižno, ne. In mi je bilo všeč, recimo, ta naš tekmovalec Miran Stanovnik nikoli ni bil prvi. Je pa dobil nagrado za fair play, kar pomeni, da ko je bila neka stiska, je bil tam in je pomagal in sploh ni potem gledal, če bo 2 ali pa 3 mesti zaradi tega izgubil. Tako da tudi v takem profesionalnem športu je veliko priložnosti, da se pokaže človek ali pa človekovo srce, njegova dobrota, ljubezen do drugega, ne. Tako da šport je tudi pokazatelj tega, kakšni smo in pa koliko smo res ljudje s srcem. Toliko samo eno odmev še za nazaj. Se pravi, tudi bi lahko rekli, ne, da je kot lahko šport pokaže, koliko smo duhovni, koliko pravzaprav živimo v tem duhu, kot kristjani duhu Jezusa Kristusa, na njegov način, da gledamo stvari na njegov način, da vidimo vse stvari v njegovi luči evangelija, ki ga je oznanjal. In bi lahko bilo tudi eno izmed zanimivih vprašanj, ki je bilo tudi kot izhodiščnih,
ali lahko telesna vaja, naše vadbe, ne, tudi preprosta hoja, tek in tako, nič tekmovalnega, se pravi tak splošni šport, B-šport, kot si prej Andrej rekel, ne, tudi molitev. Kako bi na to odgovorila? Bom jaz prvi, pa bom čisto kratek. Glede na to, da prakticiram vse te športe, jaz rečem, kolo je moj molitveni pripomoček. Sup, ko grem na vodo, 2 uri greš od obale in si sam, je zame veslo in sup krasen molitveni pripomoček. Tako da ne bi jaz to ločil, pa ne, čeprav sem razumel vprašanje, če je molitev lahko šport, ne. Jaz bi to samo preslikal, da lahko molim v različnih športnih dejavnostih. Pa nekdo reče, pa kako lahko moliš, ko smučaš, ker moraš takrat paziti, da ne padeš, ali pa da ne povoziš nekoga, ali pa na kolesu, ali pa, ampak se mi zdi, da ko si v naravi, ko si neki aktivnosti, pa vsak šport ustvarja neki ritem, tempo in molitev in ne vem, duhovno življenje prav tako zahteva ali pa vključuje neki tempo, ritem, se mi zdi, da je to zelo, zelo kompatibilno in včasih sem, ko sem živel v Ljubljani, tekel ob Ljubljance ali pa na grad in to je bila jutranja najboljša molitev in meditacija in v tem času so se rojevale pridige, pa so se reševali problemi, ki jih prej 3 dni nisem rešil, tako da jaz tu vidim tako tesno povezanost med tem. Samo toliko. Hvala, Andrej. Damjan? No, bi jaz povedal tudi nekaj iz moje prakse, kar se tega tiče. Itak je molitev nekaj, kar vodi k večji ljubezni, ne. Prvič je že to, da nekaj delaš dobrega zase, je izraz te ljubezni in včasih se moraš tudi malo mučiti. Moj šport je recimo, se pravi, vadba v telovadnici, dviganje uteži in podobne stvari. Tako da, a je lahko to kaj duhovnega? Jaz mislim, da je zelo, to se pravi, da se potrudim, da skrbim zase, da bom naredil tiste serije ponovitev, dvigov in tako naprej. In včasih potem pride to tudi v molitev še za koga drugega. Namreč, ko že sam ne morem več stvari, to se pravi ponovitev končati, rečem, tale je pa za tega. Zdaj pa ne morem več, ampak bom še za tega, pa bom tega. In dvignem še to, ne, se pravi. Ni to čisto na tako sebično dejanje, ampak lahko postane tako ljubezensko dejanje. Za molitev je potrebna tudi določene vrste igrivost, ne samo neka togost ali kaj podobnega. In mogoče je treba še raziskati, kaj vse molitev je, ne, še se pogovarjati. In ta tema je zelo dobra, se mi zdi. Mislim, da sem prvič to povedal, daj komorkoli. Tako da, no. No, najlepša hvala. Teh tekov, nagrad in iz gradu se spominjam tudi tebe, ko smo zdaj se celo srečala. Jaz še imam tudi še vedno to možnost, da sem tukaj pod gradom v Ignacijevem domu duhovnosti, v skupnosti svetega Jožefa. In ja, zame je tudi molitev prav to, biti z Bogom, ne, in pravzaprav sem v vseh dejavnostih lahko z Bogom, ne, sem lahko v njegovem načinu, njegovem duhu. In mi je vedno jutro tudi ta molitev, da grem na grad in potem tečem z gradu, enih 25 minut in je res kot tisto notranje okušanje tega, kako Bog daje mojemu telesu, da sploh lahko hodim, da lahko tečem, ne, tako kot beremo v Evangeliju pri Mateju, ne, ko pravi o ljubezni do sovražnikov, ne, razlaga, zakaj ljubimo sovražnike, ker naš Bog pravi, moj oče daje svojemu soncu, da vzhaja nad dobrimi in slabimi, pravičnimi in krivičnimi, se pravi, on daje soncu, ne, in daje vsakemu, ne, in tudi Bog daje vsakemu izmed nas, verujemo ali ne, to telo, da smemo živeti, daje možnost temu telesu, da se giba, da lahko športa na različne načine, daje možnost, da v tem tudi uživam, da tudi čutim ves ta ritem, napor in hkrati eno radost tega obdarovanosti, pa hkrati v vsem stvarstvu, ki mi ga daje, da sem lahko v njem in okušam njegovo skrb in ljubezen. Tako ogromno mi je vedno znova že samom jutru
ena radost, da sploh smemo kušati to Božjo dobrotljivost, Božjo skrb, vse to, kar mi Bog nudi, na čisto preprost način, da sem in da lahko pravzaprav to okušam, se tega veselim, ga slavim, častim in hkrati tudi želim drugim prinesti to radost življenja. Aleš, kaj rad? Prosim, dobrodošel. Dobro jutro, možje. Jaz sem slučajno brskal po katoliški cerkvi danes in vidim, kaj imate in vidim, kaj sem zamudil in sem rekel, joj, si še nisem čisto zamudil in sem prišel zadnjih 15 minut gor ali 10 minut. No. Lepo, dobrodošel. Sploh ne vem, o čem teče debata, vidim o telesu, gibanju in tako naprej. Debata, naslov je šport, telo, duhovnost. Vse to me je pritegnilo, ne, ja. Tudi teološka fakulteta z vsem tem. Ne? In je prav tukaj, ne, da je to kaj prostor nekje celostnega življenja in teološka fakulteta z različnimi programi, ki jih nudi in omogoča, je pravzaprav tista, ki želi pokazati celostnost človeka. Ne? Da ni tu nekaj, kar bi duhovnost izključevala, ampak je duhovnost vključena vse to. Kako Bog nič ne izključuje, ampak želi preko vsega tega biti z nami. Ne? Amen. In zelo pomembna tema je tole za katoliško cerkev, za vse nas, no, ker še vedno nekako živimo v tej dušica, ti si vse, telo je pa nekaj, kar more dušica Boga vleči cel življenje za sabo in se matrati in komaj mora čakati, da se znebi tega grdega telesa. Ne. Tako da to je že zdavni verjetno cerkev zavrgla kot neprav, ne. Ampak se potegne to kar nekako, ne vem, kam se zapiše, ampak se kar potegne in se je potegnilo še verjetno v naše čase. No. Čeprav je naša vera najbrž, ali pa kakor vidim, zelo telesna, ne, z vso to, da ne bom kaj narobe rekel, zakramentalnostjo, ne, konec koncev, Bog se je utelesil in je s tem tudi nekako poveličal telo in se mi zdi, no. Tako da, izjemno pomembna tema, no, pa jaz sem zdajle pričakoval 200-300 ljudi gor, zakaj ne se sam tok na to temo v katoliški cerkvi, no, to, drugače pa ja, jaz sem izkusil levkemijo, ko sem zdajle občutil, kako je telo lahko ranljivo in kako je Bogo, če 4 mesece leži v posteli, kako gre vse dol in kako gre tudi vse drugo dol, ne, tudi moliš pravzaprav težko, tudi bereš težko, tudi, ne vem, se pogovarjaš težko, če je telo utrujeno in adijo, ne. Tako da, tega sem se zavedel tam v bolnici na 20 kvadratih 4 mesece ležati, ne. In hvala Bogu je bil hematološki oddelek tako organiziran, da so vsaka soba praktično imela sobno kolo in ko si ga lahko gonil tam nota, ne, in si lahko poklical fizioterapevt, kot je vaja pokazala, in si lahko delal. Tako da korona ni noben dober izgovor, da bi se mi debelili, pa izgubljali mišično maso in tako naprej, ne. Tako da v hostel je treba iti z masko in mi imamo tle krasne priložnosti, ko v Ljubljano segajo te zeleni jeziki in si takoj v hosti, ne, tako da mislim, da je treba, dajte fantje kakšen članek napisati na to temo, na katoliško cerkev, kako je že, zelo pomembna tema, no, zelo pomembna tema, tako no, mislim, da smo celostna bitja in tudi dušica se ne počuti dobro v zanemarjenem telesu, no, tako da. In tudi mi, laiki, v zanemarjenem župniku, telesno zanemarjenem župniku ne vidimo, po domače povedano, Kristusovega namestnika in persona Kristi. Jaz si predstavljam Kristusa, da je bil fit, ka ne vem kaj. Gotovo, če je mogel skozi hoditi. Ja, ne, on je naredil. Da ne govorimo o svetem Pavlu, ki je prelaufal na po moje, ne vem, bolj ka ne peš ali pa na oslu, se ni dosti drugače. Cel tedajni svet in jaz samo občudujem, ko gledam na zemljevido ta njegova potovanja, kaj mu že kar naredil. In je moral biti fit, ka ne vem kaj, no, tako da. Hvala za tvoje komentarje in tudi spodbuden, ne, ampak tak je, nažalost je nekje, da res, ko da je telo puščamo nekje ob strani, čeprav je središčna teološka resnica krščanstva prav inkarnacija, da
Bog postal človek, da je vzel nase to meso, vse stvarstvo in da skozi to razodel svojo ljubezen. Ja, po drugi strani pa zopet to, kako se premalo učimo biti za Bogom sredi stvarstva in vsega tega, kar pravzaprav tudi delamo. Kako, ja, znamo nekje čisto preprosto uživati v naravi, ampak srečati se z Bogom v tej knjigi stvarstva, knjigi stvarstva tudi svojega telesa, kajti tudi, kot pravi Jezus, poučite se ob lilijah, kako oče skrbi, kako je oče navzoč, kako deluje. Mnoge prilike v Božjem kraljestvu skozi stvarstvo pokaže Jezus, kako je Božje kraljestvo tukaj navzoče in kako oče tukaj deluje. In želi, da bi svet zaživel tiste harmoniji, ljubezni, ki se razodela polnosti Jezusa Kristusa. Tako da sem jaz naredil tudi nekaj video posnetkov molitve, kako biti z Bogom, ko hodimo, kako molitev kot hoja z Bogom ali pa biti z Bogom, ko jemo, kajti končno pa so s stvarstvom prav obhrani, kako se nam tukaj tudi Bog daje, kako res tudi s telesom biti v tem in nekje dopustiti, da odkrivamo, kako nam je Bog blizu in prebudimo v sebi željo biti tudi mi z njim, kajti končno nas je izbral, da bi bili z njim in da je molitev prav to biti za njim preprosto. Čas se počasi izteka, mladi radi gledajo kakšne filme, so zelo tukaj, kjer nastopajo tudi zmaji, in je to tudi zelo popularno in tudi popularni nekateri filmi in je tudi vprašanje, kdo ukroti zmaja, telo ali duh? Jaz mislim, da se odgovor sam ponuja. Oba, mislim, vse to. Jaz tudi mislim, če se samo s telesom lotiš, ne vem, če zmagaš. Ali pa če samo z duhom, vprašanje, če vzdržiš. To, kar je bila rdeča nit vsega tega našega pogovora, jaz vidim v tej harmoniji. Če bomo mi to ustvarili, eno tako harmonijo, pa res en zdrav duh, potem se dobenega zmaja ne bojim. Zdajle sva šla ženo, želim ali peš na Kurešček in sva precej pozno gor prišla, tako da sva šla v temi dol. Tu je pa področje medvedov in je žena izpostavila to, kaj zdaj, kaj pa če kakšnega medveda srečala, sem rekel, dajva, letle imam rožen ven zmolt. In malo sem na hecu, da medved, če rožen ven smolaš, se te ne loti, še on sklene šape in začne molt. To je tako malo za hec, ampak mislim, da jih ne bi sklenil, da je čist prav, da smo midva molila rožen venc, čist fajn je pa, da smo midva tudi malo fit, da saj ene par korakov stečava, tako pred njim. Zdaj verjetno, da se ga, če bi imel pa zelo fit telo, pa morda kakšno orožje, kot podaljšek telesa, bi bilo pa tudi fino za medveda. Tako da oba ukrotita. Oba. Predvsem pa tudi, kot pravijo za medvede, da če sliši hrup, oziroma da je neki ropot, je prav tisto, kar ne bo potem šel motiti. Ima tudi rad svoj mir in rad hodi tudi svoj pot. Dobro, zato sva zelo na glas molila. Da je donelo, da ne bo potem tako kot tisti vic, ko poklekne lev, preden poje tistega človeka tam, in mislil, to je pa zares on vesel, no to je pa kristjan, pa ne bo nič, ampak se je zahvalil za jed, ki je dobil. Dobro, počasi bomo zdaj zaključili. Vesel sem, da ste se udeležili, tudi vsaj nekateri te naše klepetalnice. Bo tudi na razpolago na YouTubeu Teološke fakultete v glasovni obliki, ne bo video, in hkrati tudi vama, predavatelja na Teološki fakulteti, Andrej Šegula in Damjan Ristič, da sta v tem pogovoru sodelovala, da sta pokazala tudi nekje ta odprtost tudi našega pogleda, naše Teološke fakultete, na to povezanost, kako je vse povezano in da pravzaprav v duhovnosti ne moremo v polnosti živeti, če
ne gojimo vsaj športa B, ne, kot je Andrej razlagal, ne profesionalni šport, ampak to, da res živimo s telesom, da skrbimo za njegovo kondicijo, da dopustimo, da to telo bi lahko čim dalj služilo, ne, temu, da bi lahko preko naših del telesnega življenja mogla prihajati ta svet tudi Božja ljubezen. Kajti ne more priti mimo našega telesa, ampak pride preko našega telesa. In tudi še k sveti maši ne moramo priti brez telesa. Rabimo telo in rabimo zdravo telo, da lahko gremo, da vsaj lahko tja pridemo. Dobro, tako vas vse pozdravljam, želim vse dobro in želim tudi, da se skupaj združimo tudi drugače v molitvi, v prošnji, naj Sveti Duh navdihuje tudi mlade, ki se odločajo za študij na Teološki fakulteti, da bi odkrili tudi to bogastvo, ki ga nudi ta Teološka fakulteta za eno življenje v polnosti, tudi življenje v tem svetu, vsega tega sveta, v tisti polnosti, kateri Jezus vabi in pravi, da je prišel, da bi nam prinesel polnost življenja. Pa se za zaključek malo ustavimo in se zavemo tega, kar nam je bilo dano, tudi skozi to uro, in prebudimo v sebi hvaležnost za vse lepo in dobro, česar smo bili deležni. In skupaj izvolimo najkrajšo našo molitev, ki počasti našega trojedinega Boga. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pa zaključim z izjavo svetega Ireneja, ki pravi: Božja slava je živi človek, ne? In tudi šport in to življenje v telesu omogoča, da mi živimo in tako proslavljamo skozi svojim življenjem tudi Boga.